Tako, prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moje ime je Anja Bubik, kot sem že lepo predstavili, in prihajam iz Visoke šole za varstvo okolja. In lepo pozdravljeni na prvem webinarju od 5. Kot že sam naslov pove, je namen današnjega dogodka predstaviti osnove polimernih materialov, torej od makroplastike do mikroplastike, na podlagi katerih bomo nato v nadaljevanju nadgradili znanje, predvsem v smislu razumevanja procesov, ki so povezani z uporabo in pa na splošno z uporabo plastike in mikroplastike. Glede na to, da se je struktura slušateljev malce spremenila glede na naš uvodni promocijski dogodek, smo se odločili, da bomo nekaj minut ponovno namenili izpostavitvi ključnih izzivov, ključnih dejstev na tematiko, na problematiko mikroplastike in plastike, ki jo tudi v projektu naslavljamo. In na ta način bomo podkrepili in pa tudi izpostavili nekaj ključnih izzivov v današnji družbi. Najlažje in najbolj nazorno si seveda neko stvar, izziv, problem predstavljamo, če ga opišemo ali pa predstavimo številko. Zato sem tudi tukaj podala nekaj številk, ki področje polimernih materialov, plastike in mikroplastike tudi opisujejo. Vemo, da je razvoj plastike spremenil naša življenja in da se danes praktično življenje brez plastike ne moremo predstavljati. Zaradi svojih lastnosti ima plastika neomejeno možnih aplikacij, je vsestranski material in od leta 1950 je globalna proizvodnja plastike dosegla kar 8,3 bilijonov ton proizvodnje. Če pogledamo številke v letih, vidimo, da je letno proizvedene približno, ali pa bomo rekli vsaj, več kot 30 milijonov ton plastike za različne aplikacije. In v spodnjem grafikonu sem prikazala nekako obdobje zadnjih 5 let, za katere so podane že številke in vidimo, kako globalno proizvodnja plastike narašča. Smo pa v letu 2020, ki je tudi zadnje leto, za katero so že znani podatki, zaznali rahel upad proizvodnje plastike, ki je predvsem posledica COVID-19 krize. V Evropi je mogoče trend, ne vem, kako bi rekli, ali lahko rečemo spodbuden ali malce drugačen, namreč vidimo, da se je po letu 2017 proizvodnja plastike nekoliko zmanjševala in v tem 5-letnem obdobju zmanjšala celo za 5 milijonov ton. Zelo zanimiv je podatek, da od teh letno proizvedenih polimernih materialov se jih kar polovica uporabi za izdelke za enkratno uporabo, kot smo prej slišali, za lončke, za slamice, za pokrovčke, za vrečke, kar seveda predstavlja v prihodnosti kar velik izziv. Večina plastike, ki je proizvedena v Evropi, kar 40% te plastike je namenjena embalaži, medtem ko polovica teh materialov, ki se uporabljajo, so pa polipropilen in polietilen, o katerih verjamem, da bomo danes še kar nekaj slišali. Ocenjujejo tudi, da 2/3 vse proizvedene plastike je bilo izpuščeno v okolje ali odloženo v okolje, kjer v bistvu še naprej ostaja, se kopiči, drobi, prepereva. In ocenjujejo tudi, da je približno 8 milijonov ton letno plastike konča v oceanih, kjer v teh morskih ekosistemih lahko predstavljajo tudi do 80% vseh morskih odpadkov. Podatek, ki sem ga zasledila glede recikliranja, ponovne uporabe plastike in se mi je zdel zelo zanimivo, je tudi to, da smo v vsem tem obdobju od te plastične revolucije, te masovne proizvodnje polimerov, uspeli reciklirati le 9% plastike. Sicer se je treba zavedati, da je ta odstotek v zadnjih letih višji,
ampak če pogledamo celokupno povprečje, pridemo do številke oziroma odstotka 9. Tole tabelo sem na uvodnem srečanju tudi že prikazala in sem se odločila, da pokažem ponovno, predvsem zaradi tega, ker so zdaj že na voljo tudi podatki za leta 2020, kjer lahko vidite, kako so potrebe in pa proizvodnja po plastiki razporejena po panogah, in vidite, da so ti deleži od leta 2009, potem tudi v letu 2019 in 2020 približno enaki. Vidite, embalaža, kot sem prej omenila, predstavlja nekih 40%, potreb po plastiki, gradbeništvo 20%. So pa mogoče zanimive razlike ali pa nihanja v odstotkih opazna v avtomobilski industriji, kar je seveda tudi pričakovano, glede na to, da je to področje, kjer je tehnološki razvoj in razvoj zelo hiter in pa ekstremen. In tudi plastika v avtomobilski industriji pomeni izboljšanje učinkovitosti tako proizvodnje nekega pametnega avtomobila, poveča njegovo varnost, tudi estetiko, njegovo okoljsko učinkovitost. Namreč ocenjujejo, da so novodobni avtomobili vse za 15% lažji, s čimer se seveda zmanjša poraba po fosilnih gorivih in se zmanjšajo emisije CO2. Glede na svetovno populacijo, torej glede na prebivalstvo, vidimo, da se je v nekem 10-letnem obdobju 2009-2019 so se potrebe po plastiki zvišale za 13%, govorimo o Evropi, globalno gledano pa tudi svetovna populacija narasla za nekje 13%. V primerjavi z 2019 pa normalno, zopet kot posledica pandemije, v 2020 opažamo neke rahle upade pri proizvodnji in uporabi v različnih sektorjih. Vrsta plastike, ki se v Evropi najpogosteje uporablja, so poliolefini, polipropilen, polietilen, ki, kot sem prej že tudi omenila, predstavljata kar 50% uporabljenih polimerov. Ostali so še pa polivinilklorid, poliuretani, polietilen tereftalat, polistireni in pa tudi ostali. In namen današnjega webinarja je, da se tudi malo bolj podrobno spoznamo s temi materiali in verjamem, da jih bomo v detajle dodobra spoznali in v nadaljevanju, v nadaljnjih webinarjih te stvari še bolje razumeli. Zdaj, izzivi na področju plastike so tudi na podlagi številk, ki sem jih zdajle podala, jasni. In večina plastike vemo, da se v okolju ne razgradi, in tudi v prebavnih sistemih številnih organizmov, vključno z deževniki, ptiči, delfini, kiti, želvami, so že našli plastiko. In dodaten problem, bi lahko rekli, ali pa izziv nastane, če so ti delci plastike še manjši, govorimo o mikro, nanodimenzijah, zato ker se lahko zaradi svoje velikosti lažje širijo, predvsem zaradi dejstva, da jih lahko zaužijajo tisti organizmi, ki so osnove različnih prehranjevalnih mrež. In zato naj danes kot izhodišče problematike mikroplastike ali pa bolje njene razsežnosti izpostavim en primer. Tukaj le vidite fotografijo, gre za organizem, amfipod, Eurytenses plasticus, ki so ga opisali dokončno identificirali leta 2020, torej gre za novo vrsto, ki so jo pa našli leta 2014 in sicer na globini približno 7000 metrov v Marianskem jarku Pacifiškega oceana, torej v zelo, rekli, ekstremnem življenjskem okolju, in so ga poimenovali Plasticus zaradi dejstva, da so v njegovem prebavnem sistemu odkrili prisotnost plastike, ki je bila v vsaj 80%
po strukturi podobna polietilen tereftalatu, ki smo ga pa prej tudi že v tabeli videli. In zakaj sem to zbrala kot izziv? Zaradi tega, ker je to primer, ki nam kaže, da smo v bistvu neko živo bitje kontaminirali, že preden smo ga dejansko sploh odkrili. In to je eden izmed ključnih opozoril ali pa krikov v družbi, da je potrebno določene stvari spremeniti. In tudi zaskrbljujoče je to, da so našli mikroplastike v tako majhnem organizmu, ki živi res v ekstremnem življenjskem prostoru, in tudi ta prostor, ki je nam ljudem zelo nedostopen. In zato smo mi, ali bomo rekli, iz tega lahko izhajamo, da so danes ti okoljski, pa tudi zdravstveni in tudi ekonomski, gospodarski razlogi za ukrepanje res zelo jasni. In posledično narašča, bomo rekli, globalno zavedanje, globalna odločenost, da ponovno razmislimo in ovrednotimo uporabo plastike v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. In tukaj smo mi v projektni skupini prepoznali številne izzive, ki smo jih mogoče takole našteli s prepoznavnimi besedami, torej, da bomo znali prepoznati izzive plastike in mikroplastike, da bomo ocenili smotrno in pa bomo rekli uporabno vrednost takšnih materialov, da bomo uspeli in se naučili zmanjšati uporabo plastike na tak način, da bo vodila do njene trajnostne rabe in pa tudi na drugi strani zmanjšanja odpadkov, da bomo ozavestili ta način in pa da bomo ozavestili en zdrav odnos do plastike v vsakdanjem življenju in seveda, da bomo razumeli, zakaj je tak pristop dober ali najboljši za nas in pa tudi za naše okolje. Zato, kot je že Alenka v prvem delu povedala, smo projektne aktivnosti usmerili v organizacijo 5 webinarjev, kjer se bomo dotaknili teh najbolj aktualnih in pa po našem izboru pomembnih tem področij iz področja mikroplastike. Smo se pa pri tem tudi odločili, da webinarje vsebinsko obogatimo s tem, da medse povabimo tudi strokovnjake iz specifičnih področij, ki imajo tudi večletne izkušnje. In zato sem danes zelo vesela, da lahko v naši družbi pozdravim izredno profesorico, dr. Ireno Pulko, ki prihaja iz Slovenj Gradca, iz Fakultete za tehnologijo polimerov.